Zdravo, evo danes sem se odločil, da nekaj povem čisto o enih drugih temah, in sicer o avtomobilih. Jaz, kakor veste, sem kar zagovornik Hond, pač imam rad Honde, ne. Včasih sem jih sovražil, ker se je ena moja bivša porivala vzad v njej, a ne. In pol je meni morilo to, zakaj se je ona porivala, ne. In sem ves cajt mrzil Honde. Ampak pol, ko sem bil malo starejši, ko sem dobil malo več denarja, pa sem prošel vse te Cliote, pa Fordove, pa Audije, sem dobil prvo Hondo, ne, in to Civica ESI-ja, takrat to je bilo 10 let nazaj, Strava, spoiler vzad pa to, a ne, in takrat je bil glih popularen Hitri in drzni. In sem jaz začel živeti, a ne, začel smo hoditi na te razne, kako bi rekel, ta tekmovanja, na razne te drag race, a ne, in sem začel hoditi po teh uradnih drag racih, neuradnih drag racih, največ se je dogajalo tam na Brnčičevi. In pač smo se malo tekmovali, pa to malo smo glumili, a ne. Jaz sem bolj tam glumil, kakor tekmoval, pa sem tudi zdaj dragil, no, s katerimkoli sem dragil, to je bilo, da je bilo tuki, a ne, sem zmagal, enkrat sem celo menjalnik razfukal, toliko mi je šlo do zmage, ampak sem tudi kljub temu zmagal. In skozi leta, kaj sem naredil mehankarsko, pa to sem ugotovil, malo sem jaz sebe to, ko bi rekel, malo sem si jaz naredil sliko, kjer avto je dober zame, ne, kjer avto ni dober zame. In jaz v bistvu imam rad avtomobile, ke bolj ne šravfam, kot šravfam. A ne, razen če dobiš spukan avto, pa tudi če je dobra znamka, šravfaš, a ne. Ampak nasploh znano je o tem, da Japonci so avtomobili, ke so malo bolj kvalitetni, no, vsaj bili so. Zdaj je malo pač ta kvaliteta upadla, zato ker ubija ta kapitalizem, ko bi rekel, konkurenca, ne. Včasih si kupil avto, na primer Hondo, Toyoto, ne vem, Mazdo, in to je delalo 10 let brez problema, ne. Saj ni džaba one reklame, servisi Toyotini prazni pa to, ne. Zdaj je padla kvaliteta, priznam, da je, ampak to je samo zato, ker ubija konkurenca, ne, ker ne more biti konkurenčni, ker če bi hoteli narediti, da je to ful dober, bi mogel ful več se plačati. Danes pa veš, če dobiš en avto za 5, 10, 15 jurjev nov, pol ne moreš konkurirati. Ampak kaj je bistvo tega posnetka, da sem začel jaz to snemati, je, da mi grejo na kurac mi grejo eni modeli, ki furajo alfe. Pa majke mi, kje si mi najdel alfo, stari? Alfo si mi najdel, da greš konkurirati proti meni, ki furajo Hondo. Saj ne rečem, saj so lepe. Samo to je tudi vse. Alfa, Italijani, kaj so Italijani? Italijani so petelini. Oni samo pizdijo se petelinijo, ne. Oni so taki ljudje, da oni dajo vse na izgled. Vse vidiš, vsi so opedeni, zrihtani, ko bi rekel, šmekereni, imamo tam Ferrari, Lamborghini. A kaj koji kurac, ka to nič ne dela? A kupaš nov avto, jebate Fiata, kupaš in po 3 letih ti razpade se output. Pa jebem ti avto, ka se mu razpade output po 3 letih. Alternator me gre v kurac. Nekaj sem gledal unga Fičeta, da bi si kupil pa to temo. Vse luškam vam tam. Zakaj mi je model prvo, da je šel output po 3 letih, sem rekel, batali. 7-8 litrov da pijete. Pa meni moj Accord, stari 2.0 pije 8 litrov, če ga lepo peljem po mestu. In pa mi pridejo te moji frendi, Alfe, in oni meni, kako Alfa je boljša kot Honda. Mislim, zakaj je boljša? Zakaj je boljša? Daj povej. Jaz ga njih vprašam, kako lahko boljša, če je Honda znana potem, da ima motorje najboljše, da delajo. A ne? Je res, Honda ima tenek pleh, a ne, zato da šparajo prateži, zato da se kam premakne, a ne, zato da poraba ostane manjša. Ampak ne, Alfe, stari moj, težke kasvina, veliki motorji, in kaj je pri Alfi znano? Kaj je znano pri Alfi? Da žre. Kaj žre? Bencin? Kaj še žre? Olje? Kaj še žre? Matice, šarafe, motore, sve žre, jebote. Jo ne, Alfa zakon, veš, Alfa, unaj riž, gnije, Honda gnije. Gnije? Kaj gnije? Gnije pri starih zadnje obrobe. Pa hvala Bogu, boli mene kurac, če gnije. Naj gnije. Pa valjda, da se jaz peljem. Pa kaj če meni avto, ki je lep, ki je odsuvan pleh, ki je vse, a da mu motor ne dela? A bom jaz v trgovino šel s plehom? Mislim, bom vzel pleh, una vrata, pa bom šel v trgovino oziroma na šiht. A bom šel z zarevelim avtomobilom, pa motorjem, ki dela. S čem bom jaz šel? Kaj meni pomeni? In pa meni eni razni ekonomisti, razni trgovci, razni pametnjakoviči s faksom, oni meni pametujo. Človek, jaz sem mehankarsko naredil. Ok, v redu, nisem neki šraufov, neki se pa spoznam. Vem, kjer avto je dober. A ne? Jo meni prije zuna Alfa in ko mu prebijem, kaj je na Alfi? Alfa ima dušo. Alfa ima srce. Jebem ti srce, kar rikne, stari moj. A kjera zgodbica? 10 let nazaj jaz sem kupil Civica ESI-ja, ne. Spodnji širok, felge, spoileri, filteri, pičke padale na polno, a ne.
In jaz skupaj nisem videl, da SI motori so imeli te hibe, da so onični ležaji pa to ribala, ne, in ker so ljudje niso menjali hladilnikov, so se greli, so žrali olje, so ribali. In jaz kupam kot mulca, ne, v dobri veri, kupam avto in me začne nekaj ropatati, prav meni mehanik to gre v kurat, mi gremo na vetek šel dol in gremo tiščat, a ne. In jaz tiščim, stari moj 10 krogov do jaja, do konca, ne jebem, prva, druga, a ne. In vijem, začne ropotati. Jaz kot dosti je, zdaj treba priti domov. To je bilo dol nekje pri Novem mestu, kaj že tam dol. Pač en, ne, mobi kroga, karkoli se ni pojma. In stari moj, jaz se peljem in meni začne lupat, stari, do konca. A veš, koliko je tolkav? Jaz grem not, usipnem liter ulja noter, peljem se 30 po to cesti. Kadi, smrdi dimna zavesa, majki mi, furu sem stari folk ni videl. Ali pazi foro, jaz sem se pripeljal do doma. 60 km, 70, 80, ne vem koliko. Jaz sem se peljal do doma. In mim golovca, ko sem šel čez tunel, pogledam ob strani, Alfa 156. Alfa 156 stoji, človek Alpo gleda. Jaz se pripeljam, ropota noter, stari, kot da so bubnevi tolkam. In se ostavim in pravim njemu, šta je mobak? Je rekla. In me tako gleda ono. To je moja ropota, ali me pelje. Evo ga. In kaj je bilo pol, prijem domov, dam avto v garažo, kupam drug motor, damo ven, mi zamenjamo in odprem motor in noter, stari, ojnični ležaj, 1 centimeter je imel lufta. Kjer avto, kjer motor bi zdržal toliko kilometrov, da lupa bat gor, da ni odfukal vse v 3 pičke materine. Ne, material je toliko dober, da je 1 centimeter lufta zdržal in da je pelal, da dejansko ni razfukal motorja. In zdaj on meni govori, Alfa ima strah. Alfa ima dušo, a se lahko kaj drugega spomnite kot to? A lahko kaj drugega? Daj mi en dober razlog, da jaz kupam Alfo. Imam enega kolega, ki je 5 Alf kupil novih. Prav črički stari po 1 letu. Jaz imam znižano, stršano, vsega boga, njega črička noter. In meni osebno, pomeni avto, da jaz prižgem pa se peljem. Ne pa da jaz moram cikati, a jaz prišel do mora, a pa mogo klicati AMS, a pa mogo gurat. A ne, da se prepeljem. Naredim 1000 km, ne preveram ulja. In on meni pravi, veš, Honda rjavi. Glej, rjavi, hvala Bogu, da rjavi. In ti bi rjavijo, kad te puko šakom. Ja. Ampak fora je v tem, da to dela. Pravi, ena VTI, ton kamer, kaj VTI, polka dol, stari 2.0 motorje. 1.6 VTI, 160 konjev, motor narejen za 2 vrsti vožnje. Po mestu, počasi. Malo troši, ali pa hiter, puno troši. Kupaš Alfo 320, pije 15 litrov jebote. 15 litrov, se furaš po mestu, obobožaš. Ne moreš ti meni Italijana, stari. Italijan nikad ni naredil kvalitetno. Kad je Italijan bil dober? Poglej v vojni, kaj je bilo. Kad so bile vojne, pa Italijan tak prvi takoj maše z uno, čim pizarja takoj maše z uno, kaj je zastavico belo. A ne, poglej, Nemc, 100krat boljši. Imam 100krat traje Nemca, Audi, Mercedes, pa tudi to precenjeno sploh, precenjeno do konca. A ne, pa kupaš avto za 50-60 jurjev, 100 jurjev, pa ti rikne, pa ga pelješ na, kličeš AMS, pa zapalim ga tam jebote, zažgem ga, stari moj. Če kupam avto 780 jurjev, 50 jurjev, hočem da dela, ne da tam berem najbolj nepokvarljivi, najbolj zanesljivi avtomobili, Toyota, Honda, pa to. Pa mogo bi biti Mercedes, BMW, mogla biti Alfa. Če že to gnarja. Kupaš Alfo, daš 30 jurjev, čez 2 let 10 jurjev. Ja, precenjena so to japanska kola. Zakaj so precenjena? Pa nisem ga jaz precenil. To je precenjeno. Ni precenjeno, to je realna slika. Alfa jeftina jebote, kot ta govna. Kaj ima Alfa jebote? Ima 3 modela, kaj? Mito, Goleta, 159, še kaj? V Honda lahko kupaš avion. Lahko kupaš robota, če hočeš. Robot, Honda. Kaj lahko kupaš Alfo? Kaj lahko kupaš pri Alfi? Lahko kosilanco kupaš Honda, ga pa ko se potravi, saj vem, da mi ne bo zaribala tam. Zamislil si kosilanca Alfa Romeo. Potrošila gorivo. Nisi ti začel ono, da kosiš ono že potrošilo. Ulje, zaribo, izpod bat. In zato gre meni na živce, ko mi folk govori te Alfe. Duša, daj mi povej kaj pametnega. Daj mi kaj pametnega povej. Kaj šta duša, kar neki, kar en izgovor, starimo. Jaz se hočem pelat. Razumeš, jaz hočem popravljati. Da ti imaš življenje, ker ti furaš Hondo, ti si zamorjen, to so dolgočasni. Glej človek, meni ne pomeni življenje do mehanika, pa do raznih trgovin, do dele, pa ono, meni to ni življenje. Meni življenje, da se jaz prgnjem, pa grem na Bled. In grem, jedem šampitu, malo mazim,
pičić, ukvarjam se s curama, ne pa da kontam jebo majko, hoće leža izdržat, hoće onaj, joj, kaj su te lučke noter, spet jelka novoleta. Nimaš pojma. Pržgeš pizda alfa, milion lučk, kje onda lučka, nobena lučka se ne pržge. Imam 10 let starega korda, ma kakva lučka, sploh ne vem koja je lučka. Pravi pizda novoleta jelka, Merry Christmas. Zato še enkrat, ne mi prosim govoriti o teh alfah, pa teh vaših bučah, vse ne rečem, vse je lep avto. Meni so ful lepe, jaz sem hotel imeti alfa 155, pa 145. Zakaj ko sem pač karu, ne sam, ne alfe, čovječe, s normalan, alfa, 500, kaj fura je do Nemce, to je pa golf dvica najjači, golf dvojka, itak, alo, gled, jaz ne rečem, Honda je pač avto za ljudi, za normalne ljudi, kar razumeš, hoče se pelat, ki jim ne pomeni prestiž, če hočeš prestiž, idi diži kredit, zapfaj se do kraja života, furaj BMW, ganjaj pičke, misliš, da si Jack, itak BMW, sam BMW, a ne ve, da v baraki model živi. Jebem ti taj život, da jaz moram v baraki živeti, pa da furam BMW-ja. Ili pa zakreditirati, zajebat državu, treba zajebat državu da kupiš Mercedesa. Ili ga ja ne mogu zajebat državi. To furam Honda. Pa še Honda je skupa postala. A ne? Tako da, ne mi zameriti, mislim, upam, da bo čim več komentarjev spod, da se bomo malo pričali, pa to nekaj mi je to zanimivo, tako da, over and out. Čau.